Sedaj vam pokažem konstrukcijo elipse glede na njeno definicijo. Imamo dve fiksni točki, ki ju bomo klicali gorišča. In tukaj nimamo elastike, je ena vrv, ki torej ima točno določeno dolžino. In vam že anticipiram, dolžina te vrvi je 2. Zdaj napravimo konstrukcijo. Na drugi strani. Opazimo še posebej to točko. Kot vidite, smo konstruirali elipso in je vse simetrično. Če mi vzamemo to točko tukaj na vrhu, vidite, da ta dolžina je enaka tej dolžini, ker je vse simetrično. In torej, sem rekel, dolžina vrvice je 2, torej ta dolžina je enaka A. Sedaj dam tudi koordinatne osi, ker ponavadi upoštevamo elipso s središčem v izhodišču koordinatnega sistema. Torej, A je bila ta razdalja, ampak A je velika polos elipse. B je mala polos elipse in C je razdalja med središčem elipse in enim od dveh gorišč. Sedaj tukaj lahko opazite, da imamo pravokotni trikotnik, kjer hipotenuza se imenuje A. Ponavadi imenujemo C hipotenuzo, vendar tukaj zdaj pazimo, napišemo Pitagorov izrek, s tem, da upoštevamo, da A je hipotenuza. Torej, A na drugo je B na drugo plus C na drugo. Ta je zveza med A, B in C. Ta elipsa, kot smo jo narisali, ima enačbo x na drugo ulomljeno A na drugo plus y na drugo ulomljeno B na drugo je enako 1. Potem lahko še definiramo ekscentričnost elipse, ki nam pove, koliko je ta sploščena. Ekscentričnost je C ulomljeno A. Torej, zdaj zamislimo si, da gorišči premaknemo eno proti drugemu, dokler se upadata v eni sami točki. V takem primeru tista točka bi bila središče ene krožnice. Torej, za C je enak nič in torej ekscentričnost je enaka nič, elipsa postane krožnica. Z druge strani, če mi povečujemo C, ekscentričnost postane večja, ampak vseeno, če vidite, C je kateta in A je hipotenuza, C bo zmeraj manjša od A. Torej, to število bo zmeraj manjše od 1. Vsekakor, ko se povečuje in teži proti 1, elipsa postane zmeraj bolj sploščena. In torej zdaj, glede na to, govorimo o definiciji, kot smo jo konstruirali. Elipsa je množica točk, za katere je vsota razdalj do dveh danih točk, gorišč, konstantna in ta konstanta velja 2A. Kot vidite, ko smo naredili konstrukcijo z vrvico v vsaki točki, smo bili tako postavljeni, da vsota razdalj do obeh gorišč je bila zmeraj dolžina vrvice. Sedaj vse to povežemo s hiperbolo, ker definicija je zelo podobna. Torej, ta je elipsa, ki smo jo pravkar videli, ne? Tukaj pa imamo hiperbolo, ki je sestavljen iz dveh vej. Torej, dolžina A je razdalja med središčem in to točko hiperbole. Razdalja B na prvi pogled se zdi, da nima povezave s točkami hiperbole, vendar,
če mi narišemo tale pravokotnik, kot tukaj, ki ima to razdaljo A, to razdaljo B, potegnemo diagonale in jih podaljšamo, te dve premici sta asimptoti hiperbole, torej premici, katerima se hiperbola približuje v neskončnosti. Ja. Torej, tukaj vidite, torej razdalja C je ta, ampak je tudi ta, je razdalja med središčem in enim od dveh gorišč. Kot tukaj vidite, imamo zvezo med A, B in C. Tukaj imamo en pravokotni trikotnik, kjer C je hipotenuza. In torej Pitagorov izrek napišemo, kot smo vajeni. Ko smo vajeni, C na drugo je A na drugo plus B na drugo. Sedaj napišemo tudi enačbo hiperbole, ki bo zelo podobna enačbi elipse x na drugo ulomljeno A na drugo minus y na drugo ulomljeno B na drugo je enako 1. In menjamo samo ta minus. Lahko še definiramo ekscentričnost, ki nam pove, koliko je hiperbola sploščena. Ekscentričnost je kot prej C ulomljeno A. Vendar vi vidite tukaj, da C, ki je hipotenuza tega pravokotnega trikotnika, je zmeri daljša od A. Torej, to število je zmeri večje od 1. In glede na to, koliko velja, je bolj ali manj sploščena. Prav, prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.